Naj pa zanima, kakšne so pravila košarke. Kaj je dvojka, kaj je trojka, kaj je osebna napaka. Ja, trojka je met za najbolj oddaljeno belo linijo od koša. Torej, se pravi, vsak zadeti met za to linijo je 3 točke ali trojka. Obratno je met za 2 točke, se pravi, met znotraj te bele linije, ki je v različnih ligah različno oddaljena od koša, je torej 2 točke. Kaj pa, če imaš polovico noge čez črto od trojke, polovico noge pa za črto od trojke? Obe noge mora biti za črto. Čim ti stopiš na črto, je avtomatsko met za 2 točke. Glede na to, da je najboljša stvar, da vidva enostavno probata metati na koš in da pri vsaki stvari tudi v košarki vaja delo mojstra, bosta zdaj vzela vsak svojo žogo, 3 driblinge in met na koš. Redo? Bo šlo. Ajde. Ajde, kar. 3 driblinge. Bravo, redo. Da vidimo, da bo prvi zadev 3, ajde. Odlično. 2-2, ajde. Bravo, 3, odlično. Sara, prva zmagovalka. Čestitam. Ok, zdaj, ko sta za 2 točki že se naučila metati, lahko probamo še za 3. To bo zdaj malo težji, zato ker je dosta oddaljen, gremo brez driblinga, pa tiska, da prvi koš je zmagovalec. Tako da bomo zdaj Tinom priložnost za novo zmago. Tino bo mogel pa še malo trenirati. Še malo več. Ne, se hecam. Dobro bo. Na to, da smo že obdelali trojko, dvojko, nam ostane še osebna napaka. Osebna napaka pa je malo bolj kompleksna zadeva. V bistvu gre za, bom rekel, nedovoljeno pozicijo obrambe glede na napadalca. Vsak fizičen dotik, še posebej pri metu, je osebna napaka. Ta osebna napaka je pa seveda odvisna od sodnika, ki zmeraj ne piska, ne vidi, je v slabi situaciji in tako naprej. Tako da osebna napaka je, bom rekel, tisti grd del košarke, ki jo nekateri malo bolj izkoriščajo, nekateri malo manj, je tudi taktična zadeva na koncu. Mogoče najbolj osnovna stvar pri vsakem metu na koš je vsak kontakt po rokah osebna napaka. Zdaj Rašo bo vrgel, jaz ga bom pa udaril, to je osebna napaka. Vsak tak kontakt ali tudi porivanje v telesu, ko gre Rašo na koš, naj bi bila osebna napaka. Še posebej, če igramo obrambo z rokami. Mogoče, če samo stojim s telesom, se še ne dosodi, je spet odvisno od sodnika. Vsak moj gib z roko na njegovo roko pa je osebna napaka. Pred vsako tekmo se treba dobro ogreti, da ne pride do poškodb. Tako da bomo z Rašotom zdaj pokazala tisto najbolj osnovno zadevo ali pa najbolj osnovno način ogrevanja. To je polaganje iz 2 vrst, ki uporabljajo vse ekipe, da se kar razdelimo. Jaz pa Tile na eno stran, Sara pa Rašo pa na drugo. Pa bom jaz začel žogo, bom vrgel na koš, polaganje, Rašo bo pobral mojo žogo in bo podal Tilno za mano. No, zdaj, ko smo se pa dobro ogreli, bi pa lahko malo tudi odigrali, da vidimo, kaj iz nas Sara, ki se je toliko hvalila, da ni toliko slaba. Boste videli začela. Boš ti Sara? Ja. Daš žogo, smokni pa on te vrne in tako se... Vročanje, ne, tako da, ko ti dam žogo, začnemo. Skoraj ne morate. Evo, ti čutam do vsake.
Čakaj. Na, te dvigni. Zemljo. Banana. No, super, zdaj, ki ste spoznala par osnov košarke, sam nadaljujete s trdim treningom in mislim, da bo uspeh zagarantiran. Koliko ur na teden pa imate vidva treninge? To je odvisen, kje igraš, koliko tekem imaš na, v bistvu se treningi prilagodijo na tekme, koliko jih imaš na teden, sem približen, enkrat, ko si že na tistem najvišjem nivoju, imaš recimo 1-2-urni trening na dan. Mislim, da je to čist dosti. Ko si pa mlajši, ko smo bili pa v vaših let, smo pa kar dosti trenirali, 2-krat na dan po 2 uri.